Dober dan, pozdravljeni v MS Reporterju. Že zadnjič sem vas nagovorila, kje smo, v Dolskem, v dobrodelni prireditvi. Zraven mene je danes nekdo, ki je krivec tega dogodka, župan Željko Savič. Zelo lepo pozdravljeni. Ja, dobrodošli. Edino, če vas lahko še dopolnim, danes se nahajate v srcu Slovenije na eni čudoviti srčni zgodbi. Seveda občina Dol pri Ljubljani je del srca Slovenije in tudi letos, kot tretje leto, že pripravljamo eno čudovito srčno zgodbo. Najlepša hvala. Tukaj pa bi se vam zahvalila, kajti naše društvo deluje že 10 let. In nekako vam sporočam, da ste prvi župan, ki ste nas v resnici slišali našo zgodbo multiple skleroze, nas povabili k sodelovanju, niti ne bi rekla k sodelovanju, ste vse pripravili za nas. In resnica je ta, da ste pa prvi in zato vam iskrena hvala. Jaz res se vam zahvaljujem tudi za to vaše poslanstvo, za to vašo tudi srčnost. Ne to, da smo se mi odločili za to. Preteklem letu, na vaši 9. obletnici, smo imeli prireditev v Dolskem in tam ste me več kot prepričali, tam ste mi dejansko dali neko motiv, poslanstvo, da ne samo to, da Mija pa Miha sodelujeta pri društvu, da je prav, da tudi Miha to vrnemo na nek način kot skupnost, za vse tisto, kar se pa on tudi sam bori s to boleznijo, ki pa ni enostavna. Ko sem se danes peljala k vam, sem razmišljala o tem, kakšna bo danes ta prireditev. In nekje v sebi sem globoko začutila, to bo ena povezanost bolnika za multiplo sklerozo v lokalno skupnost. Tukaj danes se bomo imeli fajn, ne bo multipla skleroza tista, ko je huda, ampak mi se bomo imeli lepo. In ta povezanost z lokalni skupnosti se mi pa zdi nek največji doprinos. In v našem času, ko smo tako introvertirani, je to nekaj največjega. Ja, jaz moram reči samo hvala. Res smo počaščeni, da lahko sodelujemo tudi z vami. Ampak ta vaše poslanstvo in poslanstvo predhodnih 2 let je tudi našo skupnost povezala. Mi smo pretekla 2 leta za Karolino se res povezali in preko svetnikov in preko vseh krajanov, da smo čutili, kaj je to nekaj narediti za dober namen. In mislim, da obe 2 akcije v preteklih letih so bile zelo uspešne. In jaz si želim tudi letos, ne samo to, da so lani malo spoznali, tudi letos veliko govorimo o tem, tudi po sami dogodku bomo še zapisali o tem in mislim, da je prav, da pač vi, ki skrbite to, da ljudje spoznajo to bolezen multiplo sklerozo, da dejansko čutimo vsi, da je treba narediti tudi v skupnosti nekaj več. In tudi tukaj, ko se zdaj nahajamo, tukaj je park življenja, ki je bil tudi s srcem Slovenije z razvojnim centrom narejen in je narejen tako, da dejansko ni nobenih fizičnih ovir in dejansko je primeren za vse, tudi za tiste, ki potem kasneje mogoče malo slabše gibalno, ampak da lahko začutijo, da imajo prostor, kjer se lahko združujejo in da so vedno lahko tudi za skupnostjo nekako povezani še naprej. Ja, najlepša hvala in želim vam še veliko uspeha in da to pravljico srčno peljete naprej. Najlepša hvala. Jaz bi se vam tudi rad zahvalil. Iskrene čestite ob vaši 10-letnici, ker vem, da kljub temu, da ste tudi vi deloma povezani s to boleznijo, da pač jo tu živite, da tudi istočasno tako skrbite, da se ta zadeva z boleznijo nekako ljudem, ki jo pač živijo, da se nekako poskuša približati, da se jim nekako tudi njim, vsakmu v njegovi duši, v njegovem razmišljanju pač zazna, da bi mogel nekaj tudi več narediti za to. Sploh, ker se mi zdi, da tudi naša skupnost, ne samo na tem področju, tudi preko pomoči na domu, preko asistence, preko drugih elementov, tudi na objektih, ki jih imamo javnih, nekako poskušamo čim bolj narediti življenje, kadar te prizadene kakšna bolezen, lažje in nekako, da se vsak do svojega življenja lahko dostojanstvo živi. Hvala vam lepa. Nekaj.